Čakaj, da ti odprem, ali pa da ti kaj kodo. Lej, da boste vedeli, ne pa se... 3, 2, 4, 8, 5. a ja. Čri. Čau! Moje ime je Ula. Lara. Nika. In danes bomo v bistvu... Odgovarjali na vaše vprašanja, ki ste jih nedolgo nazaj napisali na Instagram džungle. Tako da jaz bi predlagala, da kar začnemo in ker imaš ti, Lara, za telefon ravno v rokah, kar zberi eno vprašanje. Da vidimo. Ali ste zaljubljena? Jaz nisem. Jaz sem vedno zaljubljena. Ja, sem. Se pravi, vsaka bo dejansko na vsako vprašanje odgovorila. Ja, ne tle bo lih v Saj tu je bilo steja, ok, štekam. Ali bolj priporočate vložke ali tampone? Jaz osebno vložke. Mene ful boli tampon. Jaz bi tudi predlagala vložke, ne vem. Sploh, ko se napihne. Bolj so komotno. Pač tamponi pridejo prav mogoče, če glih imaš menstruacijo takrat, ko si na morju, a ne? Ja. Pa da pač lahko greš vseeno plavat, ampak jaz Če si ne pa maram doma, tamponov. vložki so dosti bolj komodni. Ja, jaz sem pristatična vložkov. Jaz res tamponi samo takrat, ko sem na morju. Sploh ne moram. Aha, jaz sem samo. Pri katerih letih ste dobile menstruacijo? Pač se mi zdi, da je tale naša menstruacija še vedno nek tabu, pa sploh ne bi smelo biti, ker to je pač neka naravna stvar, ki imajo vse ženske. In jaz sem dobila še kar hitro, no mislim, da pri 11 letih. Ja, ampak se spomnim pa, da naprimer takrat, se boste videli tudi rekla, ker smo se ena drugačna generacija, takrat so moje sošolke pa to, noben ni hotel o tem govoriti, vsem je bilo nerodno, veš. Tako niso hotele povedati, da imajo menstruacijo. Jaz, ko sem dobila menstruacijo, me je bilo to fajn. Jaz se spomnim, da se pač, ko sem videla, no, jaz sem cela, mama, a imaš menstruacijo? In pa mama šla pogledati in je rekla, pa ja, verjetno ja. In pol sem jaz rekla, a sem pol zdaj ženska? Mislim, pač 11 let sem bila stara. No, ampak meni nikoli ni bilo to tabu. Mogoče tudi zaradi tega, če imaš tudi take starše, naprimer, ko jaz, še posebej mama, no, ko se lahko z njo o tem sem pogovarjam, a veš, jaz sem vse, tudi ko sem prvič kontracepcijske tablete dobila, sem njo vprašala, pa me je ona peljala k ginekologu. In se mi zdi fajn, da ima starš en tak odprt odnos z otrokom. Tako da... Je pa res, da nima tega vsak, tako da so punce še vse že zdaj vidimo, ne, pri moji sestrici, da so da zadržane glede tega. A so še? Ampak, jaz sem isto bila ful vesela, ko sem jo dobila. A si, res? Ja, ker jaz sem jo tako dost pozno dobila. Aha. Pač moje prijateljice so jo že v večini vsem imela, jaz pa ene dve še nismo imela v razredu in so bila prav tako, zakaj toliko časa to traje? Pa sem ga ne vem, mislim, da po koncu 8. Ja, saj je to pa čisto različno, veš, to je pač odvisno od telesa, ne, tako da tudi tiste punce, ki ste zdaj že v 9. razredu, pa še nimate, to nič ne pomeni, pač vem, tudi poznam, ko so ene še v 1. letniku šele dobile, pač čisto odvisno je od ženske. Ampak tudi sigurno ni slabo, da niste še dobile, ker pol je pa delo z njo, tako da ne sprejde. Ja, res je. Ne boste jo pogrešali enkrat, ko jo dobite. To je pa res, ja, se strinjam. Komu si prvo povedala, da imaš fanta? Celi družini v bistvu, mami, očet, mogoče prvo mami, res je, da mogoče prvo mami, ampak... Čakamo, to tisti pravi fant, tisti resen že fant, ko si... Ja, okej, mislim, resen, no. Pač, da bi ga predstavila staršem. Ja, no, enega sem samo predstavila staršem in sem prvo se mi zdaj povedala mami in pol tatu in pol vsem, ni me bilo nič sram. In koliko si bila stara? 15. Kako so vas prejeli? Super, mislim, super, veš. Tako, ničem ni bilo to čudnega, rekli so samo pač, da treba paziti, da vla, vse so povedali, ampak nič takega, tako da ja. Lepo, viš kak fajn. Uli? Ulči? Kaj ste najbolj pogrešali med karanteno in kaj bi spremenila zdaj, ko je korona? Jaz osebno sem med karanteno najbolj pogrešala prijatelje, pa to socialno življenje, ker recimo zdaj, ko sem prišla ven iz karantene, pač, ne vem, takoj, ko se je začela šola, me je bilo prav čudno priti med folk in kako bom jaz odreagirala, ko bom videla koga in ko imam kakšno spraševanje v šoli, so prav tako. Pač, jaz imam srce tam spod in ga pobiram, da pač se držim po koncu, ker prav ne vem, kako gledati folk in kako odreagirati, ko je kdo nekaj reče. Res prav težavo imam, zdaj sem se že navadila, tako da. Res je, vi se v tem, ko imate šole pa to,
Ja, pač jaz sploh ne vem, kako je biti vprašan. Mislim, grozno mi je biti vprašana pred razredom. Sam sem bila predstavljiv pač. Dejansko tako vplivalo to. Ja. Je kaj pa, če bi izbirala, ali si zato, da so šole odprte ali bi raje, da so zaprte? Zaprte. Tudi mojih učenk ful šol, zdaj so 7, 8 radi, so tudi rekla, da... Ena mi je celo rekla, da se ji več sploh ne zdi smiselno hoditi v šolo, ker doma, ko je bila, prek daljave, je rekla, da sem stala ob 8, jaz sem do 11, 10 vse naredila, v šoli pa zdaj pred da sedim, pa do 2 čakam. Ja, res, jaz sem vse naredila med šolo. Vse. Res. Pa še tako, veš, vmes, če ti kjera snov ni zanimiva, ali pa veš, da se lahko sam naučiš, sem si računalnik odprla, sem gor delala vse projekte, ki jih imam za naprej narediti in mi je bilo vse na futbol. Aha, tudi taka mogoče fajn za malo mlajše punce. Kaj delaš pri ginekologu? Bojim se iti tja. Kaj mislite, delamo pri ginekologu? Kaj pisto komentar? Ne, v bistvu, to je pač ginekološki pregled, kjer ti pregledajo, se pravi, kako bi se izrazila. Spolni organ. Tako. V bistvu, jaz sicer moram priznati, da sem vedno rada šla k ženski, ne vem zakaj. Čeprav pravi, da kao moški so tudi ful fajn, da so še tako bolj nežni, ampak ne vem, jaz pač, to pač enostavno mora biti ženska, dosti ljudi pravi, da so boljši kot ženske. Da so res. Ja, nič, pa tam prideš, in najprej se z ginekologinjo pogovorita, kakšne, pač če imaš kakšne težave, naprimer, če si želiš imeti kontracepcijo, zakaj in tako naprej, ali pa kakšne druge težave. Pa greš na tisto njihovo, kako bi rekla, mizico, kjer pač daš noge narazen. Tako ženske, ki rojevajo, naprimer, če se kdaj vidi kak posnetek, pa sigurno, če napišete v YouTube, kako je pri ginekologu, sigurno se kaj najde. In pol ti pač pregleda. Nič ni boleče, je pa neprijetno. Kako se počutite pri menstruaciji? Jaz osebno sem imela res krče močne, tako da sem jemala dosti tablet in sem mogla počivati in potem sem zaradi tega razloga v bistvu šla na kontracepcijo in od takrat mi je tako pomagalo, tako da mislim, da če ima še kakšna punca res velike probleme s krči, da je prav neznosno, je dobro, da gre na kontracepcijo, ker meni je to res ful pomaga. Ja, meni osebno, zdaj pa ne vem, ne. Jaz sem imela prav neznosne, tako da nisem mogla sploh se premikati. No, jaz pa imam to srečo, da nikoli nisem imela težave z menstrualnimi krči. Jaz se vedno počutim super med menstruacijo, tudi nimam, se mi zdi, da nekih nihanj razpoloženja. Ampak sem pa imela zdaj, jaz sem imela od 11. leta ful hude migrene. In to je bilo res grozno. Jaz sem tako, da sem bruhala, sem šla na injekcije skozi, pač res je bilo grozno. Vse verjetno vas je ful veliko, ki imate migrene, pa najhujše to bilo, veš, ko so mi v osnovni šoli, niso mi verjeli, Ko sem prišla v šolo in sem bila cela, veš, jaja, glava te boli, izgovor, Tako da ponavadi sem mogla iti, ko sem šla res bruhati, so mi pol verjeli, da je to res nekaj groznega. Zdaj, tisti, ki pa imate migrene, pa veste, kako je to. No, ampak jaz sem pa odkrila rešitev v bistvu. Jaz sem ful dolgo jemala kontracepcije in zadnjih par let sem dobila pa migrene vedno ob menstruaciji. En dan prej, pa 2 dni po. Tak 3 dni sem imela res take migrene, da nisem mogla niti učiti. Nič, a veš, kako je to, pač ležiš v posteli, pač bruhaš, se prevečujem, ampak to je pač normalno, Nisem mogla ne vode piti, ne jesti nič, čisto sem bila shirana in nazadnje sem mogla prav rešilca poklicati, ker nisem nikogar imela. Grozno. In potem sem rekla, ne, to ne morem jaz. Da tisto veš, da vsak mesec imaš to, da 3 dni si hin, to pač ni življenje, no. In potem sem rekla, da bom pač prenehala z nekaj, kar jemljem, pa ni najbolj zdravo in sem kontracepcijske nehala jemati in naslednji mesec. Nič. Imam še tak glavobole pri menstruaciji, ampak ugotovila sem tudi, če se športam pred menstruacijo, pa med mi ful pomaga. Se mi zdi, da veš, kar, ne vem, mi ful bolj pomaga, ampak imam tak vmes, take glavobole, s katerimi lahko normalno živiš, tako da te veš malo hude, ampak je. Tako da ja, več različna. Ne, dobro je tudi probati, nekateri, ki imajo probleme, iti malo poskusiti, kaj jim bolj ustreza, s to kontracepcijo, če ne jema, če ima, vsak je drugačen. Ja. In če želite še mogoče, da posnamemo kakšen spet isti video na take bolj intimne stvari. Mogoče nam lahko povedo celo temo, o čemu bi radi, da govorimo. Napišite v komentar. Ali pa napišite vprašanja, ki vas še zanimajo. Tako, pa bomo mogoče v drugem videu to povedali, oziroma moramo zbrati koliko lajkov, da bomo drugi video tale. Še recimo 2000. 2000. Ajde. 2000 lajkov posnamemo še en tak bolj intimen ženski video. Do takrat pa se imejte lepo in ne pozabite seveda subscribati, lajkati.
Subscribati, lajkati, pa zvončkati, pa komentirati, pa šerati med frende. Lara, kaj je tu? Tukaj je video, ki ga mi priporočamo. Tukaj pa zadnji video. Lepo se imejte in pa in se smejte. Čau! Ciao!